Dobrodošla in dobrodošel, pozdravljena. Verjetno ti je že poznano, da v Facebook skupino ne moreš več streamati direktno preko Zooma, a ne zaradi tega, ker so odstranili appe in v Facebook skupino v bistvu res ni možno več direktno streamati. Ampak to ne pomeni, da ne moreš tega prilagoditi. V tem videu ti bom pokazala, kako lahko vse potrebne korake, ki jih moraš narediti, da lahko še vedno uporabljaš Zoom kot streaming platformo za Facebook skupino. Zdaj, marsikdo bi to rekel, ok, pa to je zdaj zelo slabo, da so to odstranili, ampak niso same slabosti. Ena super zadeva je tudi to, da je zdaj v bistvu možno recimo iz Zooma streamati tudi na 3 različne platforme hkrati. Torej, če želiš streamati naenkrat iz Zooma recimo na Facebook skupino, Facebook page, a ne, stran in pa YouTube, je tudi to zdaj možno. In pokažem ti kako. Prvi korak je, da greš najprej na spletno stran od Zooma, pod settings in najprej pod Zoom apps preveriš, da imaš vklopljeno to funkcijo za Zoom. Okay? Ko imaš to, samo preveri, verjetno imaš, ampak za vsak slučaj, ker drugače bo naslednji koraki zelo težki. Potem pa gremo direktno v Zoom in sicer tukaj klikneš na apps in dodali bomo novo aplikacijo, torej klikneš Add apps in tukaj potem poiščeš stream, a ne? Live streaming, to je ta aplikacija, lahko klikneš tukaj Get, lahko klikneš na aplikacijo in si pogledaš. A vidiš, tukaj so že, torej, da lahko na 3 platforme hkrati torej predvajaš svoj Zoom. Če zdaj jaz že imam ta aplikacijo nameščeno, tako da je potem tukaj lahko klikneš na, da se ti namesti, oziroma, ko imaš nameščeno, se ti odpre potem tole okno. In tukaj bomo zdaj dodali vse naše kanale, kamor želimo streamati. V tem primeru recimo želimo narediti naš stream v našo Facebook skupino in bomo dodali torej kanal. Lahko dodamo YouTube, lahko dodamo Facebook, ampak to velja za Facebook stran, kjer te bo, če klikneš tukaj, torej vprašal za akreditacijo, torej prijavo v Facebook skupino, v Facebook sam, a ne, in potem lahko potem streamaš. Mi bomo pa zdaj za streamanje v Facebook skupino izbrali tale custom in bomo izpolnili tale polje. Zdaj, to ti ne bo potrebno potem zmeraj znova izpolnjevati, ampak izpolniš enkrat in je potem to. Stream label je v bistvu naslov oziroma karkoli želiš poimenovati, da potem ti veš, kam se to streama. Jaz recimo kar najraje dam recimo Facebook ali skupina ali Facebook group, recimo pa ime skupine. To bo zdaj demo skupina, zaradi tega, da pač lahko se igramo. Potem bomo pa v bistvu pisali stream key, ki ga bomo dobili na live, stream rtmp URL in pa stream page URL. To je pa URL same Facebook skupine. Potem pa pod resolution bodi pozoren oziroma pozorna, da zbereš 1080, če je le možno, oziroma če ni tvoj internet zelo slab. To je pač kvaliteta videa, ki se bo potem naredila. Ok, zdaj pustimo to, da gremo poiskati te podatke, ki jih potrebujemo, in sicer se vrnemo na Facebook in sicer gremo v skupino, kamor želiš streamati, in enostavno v tej Facebook skupini narediš čisto normalni live, kot ga bi verjetno drugače. In gremo go live. Ok, tukaj se ti zdaj spet odprejo različna polja, kar je pomembno, da torej damo naslov, opis, a ne, to verjetno ti je že tako znano, in potem namesto webcam zberemo streaming software, ker to pomeni, da bomo streamali preko Zooma. Ok, ko klikneš na to, se ti potem spodaj pojavijo še torej stream URL, stream key, ki ga bomo potrebovali in ga bomo kar kopirali ter ga prilepili v naš Zoom pod stream key. Ok? To je pač unikatno za vsakega uporabnika oziroma za vsak stream, tako da je zelo pomembno, da to pač ima vsak, ne moreš kar kopirati mojega pa ga uporabiti, na primer, ne. Potem pa gremo še pod advanced settings, dodatne nastavitve, kjer lahko si, verjetno imaš tukaj izključeno tale persistent stream key, lahko vključiš zaradi tega, da ti potem ne bo zmeraj znova treba nalagati teh podatkov. Tukaj spodaj pa imaš server URL, a ne, ki se začne z rtmps, tole samo kopiraš in potem prilepiš v tale stream rtmp URL.
Okay? In potem rabimo še stream page URL. To je pa v bistvu page oziroma URL za tvojo Facebook skupino. Kako ga najdeš? Tako da greš na Facebook, poiščeš torej svojo skupino. V mojem primeru je recimo zdaj to tale demo, ni javno objavljena, je ne boš našel oziroma našla, in tale URL potem samo kopiraš in ga prilepiš tukaj v Zoom. Sklikneš shrani in evo, zdaj si že pripravljen oziroma pripravljena na to, da gremo live, da še preverimo, da vidiš, da ti pokažem, kako tudi uporabljati. Če damo recimo nov meeting oziroma nov sestanek, okay, bomo dali na mute, okay, kamera recimo, da ostane. In zdaj, če greš v bistvu tukaj od spodaj, pod aplikacije, lahko vidiš, da že imamo torej na voljo tale live streaming aplikacija, ki se ti potem odpre zraven. Kaj je potrebno tukaj zdaj narediti, je, da torej vkljukaš in daš start streaming. Tukaj lahko imaš torej več kanalov, če jih povežeš, in lahko torej potem zbereš, kam vse želiš tale stream tudi predvajati, in daš start streaming. Zdaj pa pozor, to ne pomeni, da bo tudi na liveu začelo se takoj predvajati live. Okay? Gremo nazaj na Facebook, da ti pokažem. To, ko daš start streaming, samo pomeni, da bo Zoom začel pošiljati podatke, enako kot bi kamera bila vklopljena na tvoji strani. Okay. In če pogledamo, a vidiš tukaj od zgoraj, je zdaj že Zoom iz Zooma, torej slika, torej lepo streama, in vidiš, da je vse pripravljeno, da lahko greš live. Tako da, ko želiš iti live, samo klikneš še go live. Okay? In ko se zaštarta, v bistvu streamaš torej iz Zooma, poteka zdaj pa live direktno v Facebook skupino. In v bistvu to je vse. Naslednjič, torej, ko potrebuješ to, samo v aplikaciji izbereš, preveriš podatke, preveriš, da se tukaj vse deluje. Če kateri key ni pravi, ga najdeš, tako kot smo zdaj pogledali, in to je v bistvu vse, kar potrebuješ. Ko želiš torej zaključiti, daš lahko tukaj stop stream. Okay. In jaz ti zmeraj potem tudi priporočam, da pogledaš oziroma da preveriš. Zdaj vidiš, da se je tukaj stream tudi zaključil, ampak vseeno je fajn, sploh če delaš to še potem na YouTubu, da ne bo potem samo kakšne črne slike, lahko preveriš, da je zagotovo se zaključil stream, če ni, pa potem tukaj zaključiš tudi live. Evo, to je to. Upam, da ti pomaga, da ti koristi pri naslednjem streamu, pri naslednjem kreaciji tvojih liveov. Če imaš še kakšno željo glede video, kaj si želiš, da posnamem, z veseljem posnamem, samo sporoči spodaj v komentar, kaj si želiš. Evo, srečno in uspešno!